pridijo noter iz Žal, zjutraj ob 8, dva gospoda. Prav smo prišli iskat tam sestram. In sem videl, kako to opojstli v beli vrečki. Nisem vedel točno kaj, ampak potem mi je bilo vse jasno. V beli vrečki in odpeljejo ven pač. Ampak to so drugi dan spet prišli pa v sosedno sobo, ista dva, se rekel pa ne, da je spet v naši sobi nekdo umrl. Ker sem pač dobil ta virus, sem pač prve 3 dni me je začel samo malo nebo v ustah, bom rekel, skalit, pa sem mislil, da je neki prehlad samo. No, potem po 5 dneh sem pa vročino dobil. Vročina je pač prišla nekje 38, potem čez 2 dni 38,5, 38,8 pa dol. In nekaj časa pač zbijaš z nekim lekodolom sam. Se hočeš to ozdraviti, kot pač misliš že neka gripa. In seveda potem sem pač poklical svojega osebnega doktorja, rekel, gospod Darko, vi morate takoj notri. In seveda jaz sem potem poklical seveda 112, ko sem jim povedal, koliko imam kisika, da je izpod 90 padel. So rekli, ostanite tam, kot ste v stanovanju ali hiši in pridemo iskat. In tako so tudi prišli me iskat. In seveda so me takoj preklopili mečke na nežen kisik, se tem reče. Saj mi sami ne vemo, bom rekel, kakšen je ta potek zdravljenja, ampak da se pa tako, ko sem pač jaz v svoji koži občutil, pa ne bi verjel. In če bi to vedel, seveda bi takoj verjetno se cepil, pa rizik delo, verjetno prej radi cepiva. Pljuča delajo, ampak delajo to, kot je. Večinoma bolnikov, kateri pač so not prišli zaradi covida, se je zgodilo to, da po 3 dneh vsi se nam poslabša. Ampak ker sem prišel do WC-ja, si premoči, ker sem pač bil premoči še tako, ampak sem prišel v WC noter, mi je sam zroljali po tleh. Mi je zroljali, 2 medicinske sestre so priletele zraven in seveda takoj videli, kaj mi ni pač nič bilo. Je v redu, bilo, nisem se nekamor udaril in seveda gremo nazaj v posteljo počasi. Postelje so prepolne, sobe so prepolne, tudi sam vodja, katero sem z njim kasneje govoril, je rekel, da v teh sobah je bilo predvideno za 120 ljudi, not je bilo pa nas 240 v vseh teh sobah. Od zunaj, ki si drugače razmišljamo, tudi jaz sem mogoče razmišljal, da ni tako polno, da pač so. Ampak pa noter vidiš, vam povem, to je res polno. Eni odhajajo domov, ampak zelo redko prihajajo noč in dan pacienti. Po parih dneh, ker sem bil še vedno preklopljen na ventilator, pa na polno intenzivnem, jaz nisem toliko čutil, bil sem edino utrujen. Malo odskimaval, da pač le ni tako enostavno, da se mi je popravila, se mi kar vleklo. Ni se izboljševalo, 8-10 dni se nič ni izboljševalo. Prvo mi je ena gospa rekla, med njimi mlajša zdravnica, ki pač je v konzilu, jih je 3-4, a ste cepljen? In sem rekel ne. In je bila zelo, tako bom rekel, malo prijazna, ampak je rekel, gospod, cepiti bi se mogli, gospod. Sem rekel, se veste, kaj ste tukaj noter, tudi neki cepljenih, kaj ti pač so starejši, pa so pa nas. Ja, ampak ti imajo zelo lažjo obliko. In res so imeli lažjo obliko, kot sem tudi sam videl. Starejši, kateri pač so bili cepljeni, so imeli lažjo obliko. Mogoče en teden pa so šli ven, ali pa mogoče 8 dni. Ker te enkrat na postelji se vam film čisto drugače zavrti. A boš prišel živ ali ne, to se pa še ne ve. Ker je usoda lahko taka in taka, si na meji. Se počutiš potem, kaj en starček neobogljiv. Iz zdravega človeka, ki priješ, je to v glavi zelo težko. 14 dni se nisem mogel dvigniti in usesti na posteljo. Toliko sem se pač izmučil od covida. Par dni so mi dejali tudi za jesti. Bom rekel, pitali so me v končni fazi. Težko je to pač vedeti. Tistem, kateri tega ni probal. Je že kar veliko govorjenja. Ker to vidiš, tudi vmes je prišla ena gospa, zelo živahna še, res je imela neko operacijo, kaj se spomnim, verjetno prej pa je dobila covid, starejša ali pri sebi zelo dobro. 2 dni, 3 dni, zelo glasna, tako živahna. Četrti dan, 5. dan, nekaj bila tišina in sin, starejši gospod je hodil zraven mojih let, ki je bila gospa verjetno kar čez 90, ampak pri sebi zelo. Tišina, še naslednji dan ugledam tišina.
pridijo noter iz Žal, zjutraj ob 8, dva gospoda. Prav smo prišli iskat tam sestram. In sem videl, kako to v postelji v beli vrečki. Nisem vedel točno kaj, ampak potem mi je bilo vse jasno. V beli vrečki in odpeljejo ven pač. Ampak to so drugi dan spet prišli pa v sosedno sobo, ista dva, se rekel pa ne, da je spet v naši sobi nekdo umrl. In je to pač, ker vidiš to, ne, se ti spet mečken zavrti, pa kljub temu, kjer je letnik, kaj je letnik. In vi imate notri letnike, kateri so bili letniki 2000, letnik 90, pa naprej, pa do letnika, ne vem, ker so stari po čez 90 pa do 90 let. Vse mešano je notri, ne. Ampak tudi ti mladi, kateri so, ne, imajo iste probleme. Te 18. dan, ali pa 17. sem se dvignil iz postelje ene dvakrat in da so mi poslo pač medicinske osebje, rjuhe in to. In v tistem času sem se pač vstal in se za sosedno posteljo sem dvignil. To je bilo mogoče 5 dni prej, no sem šel domov. A vi veste, da 2 minute sem se držal za posteljo, pa nisem zdržal, da bi več lahko stal. Sem zmogel takoj nazaj v posteljo usesti. To pač oslabijo noge in mišice v telesu, da pač ne moreš, seveda postopoma, ne. Jaz sem blazno vesel, da sem vsaj do te faze, saj nisem zdrav. Jaz praktično ne morem niti hoditi, če hodim lahko po kakšnih par 100 metrov, po stopnicah mi priporočajo doktorji, ne še, počasi, Darko. Mladim, srednjih let, starejšim, mislim, da letnice sploh to ne bi govoril, sploh pa odraslim, od 18. leta naprej, mogoče že od 15. Od 18. hodijo mladina ven, večkrat pa pač starejši in se napazijo, preblizu so, naj se takoj cepijo in naj se za večjim odmerkom cepijo, tako kot pač priporočajo. Da bojo dobili kasneje, tudi če bojo dobili virus kakšen, da ga bojo zelo lažjo, bom rekel, lažje preživeli, pa tudi če bojo mogli v bolnico iti, bojo tudi lažje obravnavali in tudi bojo lažje ven šli. Ne tako, kot smo pač sem jaz učil, pa da ne govorim tako, kot eni sploh ne pridejo več ven. Jih je kar nekaj. Tudi mojih znancov in mojih gostov je kar ostalo v bolnici in so jih samo še v vrečki verjetno odpeljali kam drugam. Medicinske sestre pa osebje je fantastično. Bom reči, da so prizadevne in noč in dan in osebje, katero je notri, ne, prijazno in non-stop na razpolago. In od začetka, ko sem prišel notri, moram reči, da sem bil kar presenečen, da je toliko določenega osebja bilo za različne stvari, katere pač ti pomagajo, ne. Ni samo medicinske, tukaj so pač tudi oni, kateri so tehniki, tukaj so pač pripravniki in tako naprej medicine in jih previjajo, da niso mokri, da niso pač pokakani in tako naprej. Vsaka čast.